Moje ime je Matija Ogrin, jaz delam tamle na ZRC SAZU, pravzaprav v tej stavbi sosednji na Inštitutu za slovensko literaturo in tam se ukvarjam med drugim z starejšimi slovenskimi besedili, zlasti baročne dobe, v tudi 19. stoletja, ki jih želimo pogosto izdati, ker so razni pomembni teksti ostali neobjavljeni ali se pa sploh spremeni vrednotenje, gledaš z drugimi očmi in želiš po mnogih desetletjih, ko je pa neka stvar v literarnih zgodovinah samo omenjena, se zdi mogoče za dan današnjega gledišča predvsej bolj relevantna, kakšen starokopis ali delce drugačno in se zdi, zakaj pa ne bi tega izdali, ne? Če je to kako mogoče izpeljati. No, in pri tem izdajanju potem naenkrat nastopi vprašanje, kako in kaj v tradicionalni tiskani obliki ali elektronski. No, in zadnjih 10 let skušamo tiskano knjigo, tiskano edicijo dopolnjevati z elektronskimi besedili. Humanistične vede so seveda predvsem tekstne vede. Ne? Tukaj večinoma je glavni objekt neko besedilo, takšno ali drugačno. Pri zgodovinarjih sploh imajo besedila predvsem kot dokumente, a ne, iz katerih potem izpeljujejo svoje periodizacije in interpretacije. Pri raznih filoloških vedah, vključno z narodopisjem, prav tako ne, nastopajo besedila raznih vrst, literarni teksti in tako dalje. Jezikoslovci imajo spet, upoštevajo celo vrsto raznih besedil in iz njih gradijo po svojih analizah potem slovarje in razne kompleksne zbirke. In celo tam, kjer je primarni objekt nekaj drugega, denimo likovno delo ali glasbeno delo, je pa veliko pisnih besedil, bodisi historičnih ali novejših, ki jih ti zgodovinarji uporabljajo potem kot vire in jih spet objavljajo. Skratka, različni vidiki, zakaj besedila objavljati. Seveda je podobno spet potem v družbenih vedah, v zgodovini naravoslovnih ved, to so vse teksti in vse povsod tukaj nekako prihaja do izziva, kako to v elektronski obliki ali v kombinaciji stiskano objavljati. Lou Bernard je en od urednikov teh smernic tej, je nekoč izrazil tole misel, ne, da čeprav so se v zadnjem času, v zadnjih desetletjih možnosti, ki jih enemu uredniku daje elektronski medij, zelo razširile, vključno z raznimi koncepti in idejami o besedilu, zelo povečale in spremenile, se pa sami principi in cilji znanstvenega urejanja tekstov, se pravi, zakaj pač nekaj izdajamo in kako to želimo pripraviti, glede na sam namen, niso kaj dosti spremenili. Ne? Postopki in tehnike so se zelo, sami cilji so pa bolj ali manj ostali enaki, ker so pač v jedru humanističnih ved. Ne? Želimo pač napraviti neko izdajo, ki je relevantna, ki podaja zanesljivo besedilo, vir, ki podaja poleg tistega vira nek naš znanstveni komentar, ki izraža našo analizo in tako naprej. Vse to je že 100 let ali še več enako. No, elektronske izdaje pač pridejo potem notri, pač zaradi znanih razlogov, ne, zlasti pač je primerna tam, kjer nastopa neka kompleksnejša struktura. Gotovo pri slovarjih, leksikonih in tako naprej, pa seveda tudi pri znanstvenih izdajah virov. Ne, če imamo tam, naprimer, si predstavljate kakšne izdaje rokopisov, listinskega gradiva in podobno, je tukaj kar veliko elementov, ki sestavljajo tako besedilo. No, ne gre samo za to, da smo pri tem morda pri elektronski izdaji v kakšnem vidiku nam je bolj dostopna, ker je eventualno cenejša, če je. Ne? Gre zlasti za to, da imamo morda nekoliko večjo, kot humanisti, nekoliko večjo, smo bolj neodvisni, nekaj več svobode imamo pri tem, ker ne mogoče ni treba prositi za razne subvencije, za drage tiskane knjige. Imamo pa potem kakšne druge probleme, ki tudi omejujejo našo svobodo. Ampak gotovo je nekaj zelo dobrih razlogov za to, da tudi v elektronski obliki kaj objavljamo. Glavni razlog je pa gotovo to, ne, da na spletu, ko damo svoje tekste na internet, najdejo tam veliko večji sprejem, ne, veliko več ljudi se z njimi ukvarja, večja recepcija in diseminacija tistega našega pač spoznanja, stališča, vsebine.
Težava je pa, kot je že omenil Tomaž, to, da če ne ravnamo po standardih, ampak se zanašamo na kakšne zaprtokodne, lastniške programske rešitve, bomo potem odvisni od tiste programske opreme in ti naša, ne, če uporabljamo nek specifičen program od kakega Microsofta ali raznih pač proizvajalcev, nam pač tisti program omogoča, da skozi njega vidimo svoj tekst, svoje podatke in ko se bo ta program pač, ko ga bodo nehali vzdrževati in tudi ne bomo več mogli videti skozi njega svojih tekstov. To je pač velika težava. Recimo, tak znan primer je PDF. PDF uporabljajo skoraj vsi in res je tam malo po letu 2000 postal ISO standard. Se pravi, da ga je Adobe dal temu konzorciju, ki vzdržuje svetovne standarde, dal dokumentacijo, ne, in potem se je to še razvijalo. Se pravi, dokumentacija je javna, vsak programer, ki bi to preštudiral, lahko napiše svoj programček za pregledovanje PDF datotek. Ampak pred letom 2000 z početka pa ni bilo tako, ne, je bil to lastniški format in tisti stari PDF-i, kakšnih 15-20 let, ni rečeno, da jih bodo moderni pregledovalniki še znali odpreti. To se že zgodi. Ne? Tako PDF ni pravšen, recimo, je primer takšnega problema. No, temu problemu naj bi za humanistične vede, kot je že Tomaž iz raznih aspektov nakazal, odgovoril tudi ta konzorcij, ki vsebuje, kot ste razumeli, najprej te prozne smernice, ki po eni strani izražajo lepo, zelo bogato tradicijo filološko-historičnih ved, izražajo jo tako, da predpisujejo potem tudi ta formalni del, to schemo, ne, ki nam pove, kakšne elemente lahko za določene vrste besedil ali iz njihovih delcev, struktur uporabljamo in na koncu je tu še ta skupnost, ne, se pravi neka skupnost znanja, vedenja, kjer se lahko posvetuješ, vprašaš, pa tudi na vse zadnje predstaviš to, kar si delal, kar ima tudi nek pomen. Zdaj je narejen tako za zelo velike, kot za čisto mečkene projekte, ne, te smernice so uporabljene tudi za to, če, ne samo za velike nacionalne ustanove, ampak tudi za to ravno tako je aplikabilno, če najdete v omari pisma svojega dela, ki mislite, da bi jih dali na splet, ne, in se čisto privatno nečesa lotite. Ne, in take stvari so itak najbolj dragocene in po navadi pridejo do kakšnega lepega rezultata. Imamo dve osnovni kategoriji, recimo so elementi, ki označujejo podatke o avtorstvu, odgovornosti in tako naprej, se pravi nekakšni metapodatki, in pa imamo ob besedilu, in pa imamo seveda elemente o strukturnih lastnostih samega teksta. In pri tem dejansko je tako, da je nabor teh oznak zelo raznolik, fleksibilen, za razne oblike zvrsti besedil, tako da lahko sežemo pač od najrazličnejših tipov edicij naprej. Tukaj je en primerček uporabe, da smo mečkom bolj konkretni. Naprimer, tamle gor, škoda, ja, je videti na začetek naše edicije Karla Štrekla, Zgodovina slovenskega slovstva. Pismola. No, in ja, in k sreči se pa vidi tale koda XML, ko se pravi, tukaj se začenja neki razdelek, ne, division, in on ima nek atributek, type, mimo grede tele prosojnice bomo verjetno objavili, ne, tako da če bi to koga zanimalo, bo lahko si pač te prosojnice vzel na CD-hovi strani. Ne. Type in tale atribut, type ima vrednost section, se pravi neke vrste razdelek, se tukaj začenja, potem pa sledi element PB, se pravi page break, zdaj bom kar konkretno malčken razložil rabo nekaterih elementov, zelo splošnih, ki se vse posod uporabljajo. In tudi ta ima svoj atributek, ne, to pravi, začenja se nova stran, tule, tale atribut
je faksimile, z njim merimo, na lojtra pomeni, da je tole identifikator nečesa, kar je definirano nekoč drugot, v kakem kolofonu ali kaj takega, kar štrekelj nič, se pravi uvodni del, prva stran. Ne? In to je pač v strojno berljivi obliki zapisano, da naj računalnik tukaj poišče faksimile, ki je nekje definiran pod tole kodo. Prva stran in tam je pa tudi povedano, aha, pojdi, glej tisto in tisto grafično datoteko. In ta grafična datoteka se potem tule prikaže kot slikca, in tak naprej. Ne? To je prazen element, ga vidite, samo atribute ima, tule poševnico na koncu, medtem pa naslednji, naslov, head, je pa, in pa ima vsebuje tekst. Pa prelom, vrstice, line break, kajti tudi v originalu je tukaj pač šel štrekelj novo vrstico, ampak oboje skupaj rečemo, da je to uvod. Lahko bi se pa odločili za drugačno interpretacijo, pa bi temu uvodu rekli, to je pa podnaslov. Prav, potem bi pa morali narediti še en poseben subsection, se pravi podrazdelek in tam še en head. No in tako naprej, to ne bom zdaj šel v nedogled, samo toliko, da vidimo, da je, vidite, tukaj se pravzaprav začenja en odstavek, po Pipinu, se pravi, on se tukaj pove, da se je ta uvodni del nekako sprejel po ruskem zgodovinarju Pipinu. Tukaj je ena opombica in ta opombica je takole v XML-ju zapisana, vidite, po Pipinu, note, se pravi neka opomba, številčenje, njen XML-ID. XML-ID je splošni atribut, ki je dostopen na vseh elementih tej. Vsak element lahko mi upremimo s tem atributom, da mu damo neko unikatno oznako. Ta se mora biti sestavljena iz črk obvezno, potem je pa lahko kakšno ločilo kot pika ali zajček, in pa neko številčenje seveda. Se pravi, v glavnem telesu, v glavnem delu besedila je to opomba 1. In je na ta način ta opombica unikatno označena. Ampak naj vas ne skrbi, ker veliko tega se v praksi dela strojno. Vi napravite samo osnovno strukturo, potem pa kakšen dober računalniški programer, kot Tomaš, napravi lep programček, ki vam te opombe vštevilči, recimo. Ali pa jih dobite vštevilčene že iz pretvorbe, ker so, lahko delate na začetku v Wordu, pa potem, kot je Tomaš nakazal, greste na tist njegov pretvornik in pretvorite iz Worda v XML in tudi tam že dobite številčenje. Tako da vsega tega vam ni treba delati peš. Cela stvar je mnogo bolj enostavna, ko vi vzamete svoj računalnik, tam imate nek urejevalnik za XML in začnete delati nekaj konkretnega. In potem iz tistega konkretnega napredujete k problemom. In je seveda zelo enostavno. Tako, to je en tak zelo splošen primerček, splošen osnovan, v skoraj vsakem dokumentu, besedilu, ki je zapisano po tej, najdete take strukturne razdelke. Potem pa, tule sledi pa bolj specializiran primer, o tem bo bolj podrobno v zadnjem predavanju govor, tukaj pa samo na hitrico, tole je primer iz bližinskih spomenikov, tam je slovarček vsega besedja, in vidite, da gre za blago, blaze, torej dobrota, bonum, potem so še drugi prevodi v jezike, s katerimi je ta izdaja razpolaga, v katere so bližinski spomeniki prevedeni, in primerček, kako se to potem res v tekstu pojavlja. Vidite, v tretjem spomeniku 74 ta vrstica. No, in to je zapisano v slovarskem sestavku takole, slovarski vnos, entry, enota, 16. po vrsti, tukaj je geselska istočnica, potem je ena skupina grammatic group, skupina slovničnih opredelitev, tukaj je noter samo ena, da je to samostalnik in tako naprej, zapis fonetični, tukaj je en elementek za nek poseben znak, ampak to pustimo zdaj, in potem prevodi v te jezike, ki jih tamle vidimo,
in pa še EG, se pravi primer. Ta primer je tukaj current quotation iz samega tretjega spomenika 74. vrstica. Spasi me vsem blaze, reši, ohrani me vsej dobroti, vsem dobrem. No, torej, ta dva primerčka ne bi povedala, ne, da imamo tukaj en zelo osnoven sestav oznak za besedila, kakršno vse posod srečujemo. Tukaj je pa nabor nekih oznak, ki so zelo specifične za, recimo, slovarje. In še mnogo, mnogo več potem za slovarje. Ne? Tukaj so čisto osnovni elementki. To pomeni, imamo razne module ali sklope elementov tej, no in nekateri, ko pridemo na tisto spletno aplikacijo, tam Roma in je tisto čisto enostavno poklikati in si naredite potem svojo schemo, ki vam v urejevalniku XML kontrolira, a prav uporabljate te elemente ali ne. To je pač namen, ne, da ona boli, da ti urejevalniki XML znajo schemo uporabljati, vi jo tam razglasite in oni vas potem v nekem smislu vodijo in obveščajo, prav delate ali ne, z vidika te strukture. No, torej, tam si naredite schemo in tile elementi so pač tako obvezni in jih v vsaki schemi dobite. Lahko si jih pač predstavljamo, če že mislim, da je Bernard ta prispodobo uporabil kot nekakšne svoje špagete, ki jih potem polijete z neko polivko, ne, kakršno pač si želite izbrati za svoje delo. V vsakem primeru pa imate tole. No in tam pri štreklju smo videli, ki je tipično, ne, division, head, prelom vrstice, prelom strani in še mnogo tega, kar je v vseh možnih tekstih po standardu tej navzoče. Ti moduli so potem posvečeni res raznim področjem, denimo gledališki, tukaj, če bi hoteli gledališke tekste na ta način transkribirati in podrobno opisati, imate možnost tam notri zapisati vse o sezname nastopajočih oseb, te razne dramatis persone, potem opis prizorišča, didaskalije, seveda vse tisto za dramske replike in tako naprej, in tako naprej. Zelo v podrobnosti. Ne? Ali pa, če bi koga zanimalo, naprimer, da bi se nekdo lotil poezije in bi pripravil neko večje, recimo zbrano delo nekega pesnika, bi se že zelo splačalo, bi bilo res vredno truda, da bi delal, če bi delal po tej poti, da bi torej vključil v svojo schemo modul za vers, po abecedi, ja, za poezijo in bi, če bi se tega lotil tako, bi lahko natančno označeval stopice, rime, razne prozodične stvari, cezure in ne vem kaj vse, zelo do nemoglosti v podrobnosti, če bi hotel in imel čas. In to seveda potem na enem določenem obsegu gradiva ima neko vrednost, ne? Če se tega tako lotite. Seveda je za to običajno potrebnih več ljudi, kakšna inštitucija in tako, ampak točno reč praktični vidik uporabe pa je, vi lahko potem z lahkoto dobite ven, ne vem, se zgenerira iz tega slovar prvih verzov, torej seznam prvih verzov, slovar rim, analiza metričnih struktur, stopic in tako naprej. No. Zelo veliko stvari bi se dalo narediti, ko so enkrat podrobno po koscih, po predalčkih označene. Razni moduli, no, kot vidite, slovari so nekje, potem jezikovni korpusi in pa tole tretje poglavje, ki narekuje in pojasnjuje rabo zelo številnih elementov za mnoge tekste, kot sem recimo prej pokazal tisto edicijo Štrekla. Zdaj pa na hitrico, ker mislim, da moram končati, ne? Že čez nekaj minut. Splošna struktura tej, nekaj besed o tem, če bi jaz tukaj pokazal, tole, ja, se to kaj vidi, večkaj se. Tole je recimo boljš, da tole je zdaj tak urejevalnik za XML. Mi uporabljamo nek urejevalnik, ki se imenuje Oxygen, ampak so še drugi.
In v tem levem stolpcu zdaj vidite to krovno strukturo. Ne? Tukaj je tisti prolog, deklaracija in tukaj se pa zdaj začenja element tej in na koncu se tudi konča takole. Ne? No, splošna struktura je taka, torej. Tukaj je krovni element in notri sta vse je razdeljeno na dva obvezna dela. To je tale tej header, mi mu po domače rečemo v praksi kar kolofon. In kolofon vsebuje obvezni element v kolofonu je samo tale file description, se pravi opis elektronske datoteke. In v njem so obvezni trije elementi. Naslovna izjava, kjer imate vse svojstva pač izjave o tem, kdo je kaj uredil. Tole je recimo zbornik našega društva za 18. stoletje, ki ga je pripravil kolega Preinfalk. In so pač tukaj potem opisane razne odgovornosti, pač tipične stvari, ki so v kolofonih. Priporočeno je po smernicah tej, da izrecno poveste, da je to elektronska izdaja nečesa. Za primer, če bi se to društvo odločilo ta isti zbornik izdati v tiskani obliki, kar se ni zgodilo zaradi znanih razlogov, ker je bilo za to treba imeti istih piškavih 2000 evrov, pa jih pač ni. Ampak v tem primeru bi bilo zelo pomembno, da tukaj poveste za knjižničarje in tako naprej, za te sisteme, da je to elektronska izdaja nečesa drugega. Torej, naslovna izjava je obvezna stvar, tale izjava o izdaji, kdo je to izdal, to je pomembno, to je tudi obvezno, in pa opis vira, tukaj le spodaj, opis vira, da pač nekaj potem poveste, in ne vem točno, kako je to, to je bilo najprej v nekem PDF-u pripravljeno in tukaj svoj ide v svoj ISBN. Prav, to je bil i vir te izdaje, recimo. No, skratka, glavno je to, imamo obvezni kolofon in imamo seveda potem šele tekst, v katerem je naša vsebina. Ta tekst ima lahko naslovnico, razne uvodne zadeve, ne vem, če imam tukaj slučajno zdaj to odprto, da bi vidim, kako to v praksi izgleda. Spet mečken striže, ampak ni tako hudo. Kje si? Tole. Za hipet, da si bomo predstavljali. Ena taka preprosta monografija, zelo tipična stvar, zbere se nekaj ljudi, spravi skupaj svoje prispevke in hočejo to objaviti. No, in tule imamo zdaj pač kazalo. Hotel sem povedati, da torej, imamo nekaj, kar je sprednje gradivo, kar je tale, recimo temu, kje si, uvod, ali sem prav povedal. Zdaj vam mečke skače, tako da se tega niti ne vidi dobro. Potem imamo pa glavni del, in tukaj noter so pač posamezni članki oziroma sklopi, ne vem, kulturna zgodovina in potem so posamezna poglavja. In vidite tole drevesno strukturo, o kateri je bilo prej govora. Se pravi, tukaj je naš tekst, potem pa sledi nekaj, kar je glavni del tega teksta, glavni del naše edicije in noter potem po raznih razdelkih spet strukturirano. No in vsa ta programska koda ni treba, da vas preveč zamirja, kajti računalnik vam jo pomaga pisati. Če vi vse delate s špičastim oklepajem, če tukaj nekaj damo špičast oklepaj, se seveda odprejo ti elementi, ki so v tem kontekstu dovoljeni in vi potem samo potrdite, katerega hočete in da jih preprosto izberete. In ker imamo odgor razglašeno schemo, nam še celo nudi to dokumentacijo iz scheme, da veste, kaj je pač tukaj le mišljeno s tem posamičnim elementom. Tako da to je veliko bolj enostavno, kot pa na prvi pogled izgleda, kot je pa videti. Torej, taka je splošna struktura. Omenil sem tisto tretje poglavje smernic. Kaj je notri v njem, to si je vredno prebrati. Prej je Tomaž že pokazal te smernice, tukaj le so.
in potem tole tretje poglavje, tukaj je, nekaj se bo videlo, pač razne stvari v tem tretjem poglavju, to si je vredno pogledati in pa eventualno še zlasti, ko se človek loteva tale Gentle Introduction to XML, to je tudi zelo informativen uvod, no in potem lahko kmalu že sami začnemo z rabo osnovnih sestavin. Nekaj o tem smo že povedali. Stvar se lahko začnemo učiti čisto sami. Na tej strani za podporo konzorcija obstajajo tudi razni takšni prav učni primeri, kot je tale TI by example. In tam res prav za različne tekstne oblike najdemo od poezije pa do slovarskega sestavka najdemo primerčke dobre rabe in ustrezno pojasnila. Če hočemo vzeti v roke svoj urejevalnik in začeti delati, no, mi uporabljamo tega, samo ta je za akademsko rabo, je tudi treba nekaj plačati, je pa zelo dober in priročen. JEdit in Emacs in drugi so pa pač zastonj in se ljudje ravno tako z njimi veliko naredijo. In pač biti moramo do neke mere potrpežljivi in vztrajni, da nekaj od tega pripravimo in nam bo na koncu uspelo. Kar precej dilem se vsem tem odpira, gotovo to, da moramo potem kot humanisti, ki imamo verjetno smo vajeni predvsem nekega vrednotenja in uvida, se ravnamo po nekem uvidu, kaj se nam zdi v gradivu in v problemih, v zgodovini in tako naprej pomembno, vredno. Ta uvid se naenkrat zdaj srečuje spoprijema z čisto tehničnimi veščinami, kako bomo tisto, kar se nam zdi vredno, s pomočjo teh veščin uresničili in plasirali, ponudili na internetu v našem mediju. To je problem in nekaj časa seveda s tem izgubimo. Morda ne malo, odvisno v kakšne detajle gremo, ampak prednost in lepota tega XML-ja po smernicah tej je, da če znamo zelo malo, že lahko nekaj naredimo in potem se pomalo naučimo in več. In zato seveda zdaj tale delavnica danes čisto teoretična, ampak pravi smisel bi pa bil, če bi se pač koga zanimalo, da bi to nekako izkazal in bi pripravili potem zelo praktično delavnico, kamor bi vi prišli že s svojimi teksti, magari, če imate nekaj v Wordu, par strani, in je to čisto dovolj, da se vse probleme pač potem pregleda in prediskutira, dokot bi pa želeli priti in tako, na taki praktični delavnici. In moje mnenje pač je, da je to seveda priporočljivo, da je pametno, da so določene prednosti, če humanist te osnove pozna in je zmožen tisto, s čimer se ukvarja, zapisati v zapisu tej. Da pa je potem seveda pomembno, da javne ustanove in razni javno delujoči projekti v teh ustanovah nudijo nadaljni servis. In to je zelo pomembno, da je kolega Tomaž Erjavec in v sodelovanju z Andrejem Pančurjem sta izgotovila en servis, ki ga je Tomaž več let že imel. In sicer vi sem le na ta servis, a boš to ti pokazal, Tomaž? Ali bi sploh? Mislim, da je to tole, a ne? Zaenkrat je vse v angleščini, ampak časoma, če boš ali bomo to pripravili tudi v slovenščini. Tukaj lahko namreč date svoj Word, mora biti ta novejši Word.x in ga pošljete temu servisu in potem dobite v obliki URL-ja, potem vse skupaj, svoj Word, XML in iz tega generirani HTML in potem to dvoje primerjate, ampak to so že praktične stvari, o katerih je prav, da bi govoril potem Tomaž. Skratka, potrebni so taki javni servisi, zlasti za pretvorbo potem iz vašega skrbno in mukoma pripravljenega zapisa tej v končni HTML, ki ga boste dali nekam na splet, da ga bodo ljudje lahko videli s svojimi prskalniki, ker samega XML-ja seveda ne bo nihče bral, ker ni namenjen človeku kot bralcu. No in tudi ta pretvorba v HTML zdaj na tistem servisu dela v eni taki zelo
splošni, začetni, rudimentarni obliki, ampak vi lahko želite seveda za svoje specifične stvari zelo lepo oblikovan HTML z raznimi finimi dizajnerskimi dodatki, no in zato pa potrebujete jasno enega programerja, ki vam bo to transformacijo pripravil. No in to bi pa že omejitev. Tukaj bi bila zdaj vloga javnih inštitucij, da bi take servise omogočale. Tem bolj pa seveda, da boste na koncu morali ta svoj HTML postaviti na nek strežnik, ne? Tudi to so potem čisto nadaljne težave in lepote, ko seveda je ta prostor po eni strani zelo odprt, so razne možnosti, je pa pogojen z znanjem, pa z institucionalnimi stvarmi in tako. Skratka, vedno ostane pač na nas kot humanistih, da se odločamo, kaj je tisto, kar je zares vredno, čemu bomo nasmenili svoj čas, se ob tistem trudili, ob večerih in tako naprej. Ta presoja je pač temeljna. No? In če imamo nekaj takega, kar želimo, ne, na tak način urediti in ponuditi, objaviti, bomo do nekega rezultata preslej prišli. To je osnovna poanta tega predavanja. No in ta konzorcij je strnil različne filološke tradicije evropske in jih izrazil v teh elementih, ne? Kar človeku potem olajša, zelo olajša delo. Ne? Tudi zato, ker so potem s tem povezane razna orodja za pretvorbe in prikaz, ki, če uporabljate res delujejo. Ne? Če bi pa naredili tako, mogoče bi to dodal k tvojemu, Tomaž, da ko si pokazal tisto lepo Jenkovo pesem, ne, si imel te elemente v slovenščini, pesem, vrstica, tako naprej naslov. Ne. In imena teh elementov so bila, si jih Tomaž kot razmislil za tist primerček. Ne. In če si jih na ta način tudi vi izmislite imena za svoje elemente, imate lepo formalno veljaven XML, vendar ste na neko smislu na samotnem otoku, ker ste si sami določili svojo schemo. Ne? To ima lahko prednosti, pa tudi slabosti. Če ustanovite svojo skupnost, kjer bo dovolj računalniške podpore, in tako je to čisto v redu. Če ste pa sami, pa ni toliko fajn biti na samotnem otoku, lahko se lepo sončiš, ne? Si pa zelo sam. No, v veliki družbi imaš pa pač nekaj podpore, no? In to je tudi eden od namenov tega konzorcija. Tako da to bi bilo tisto prvo, potem pa še kakšnim podrobnostim. Hvala lepa, zdaj pa še morda.